Pozdravljeni. V današnjem podcastu o tem, kako jesti za zdravje, strokovnjakinjo za klinično in športno prehrano, izredno profesorico dr. Nado Rotovnik-Kozek iz Onkološkega inštituta, ki se ukvarja s prehrano najbolj ranljivih ljudi. Pozdravljeni. Dober dan. Dajva začeti čist pri osnovah. Kaj je prehrana, kako se jo deli? Prehrano človeka, danes bova govorila o prehrani človeka, ker eni niti tega ne ločijo, potem pa prehrano, podgan prenašajo na človeka. Vedno dobivamo neka eksperimentalna znanja, pa potem gremo naprej v medicini. Prehrana človeka se deli pravzaprav na dve veliki področji. Eno se imenuje preventivna prehrana, ki jo vsi bolj ali manj dobro poznamo, ker spoznanja preventivne prehrane so izhodišče za politike javnega zdravja, kjer se priporoča način prehranjevanja, ki je povezan z določenimi ugodnejšimi zdravstvenimi izidi ali vzdrževanjem zdravja ali pa pri določenih bolezenskih stanjih, ker imamo tudi navodila preventivne prehrane za različne populacije, starostnike, otroke pa tako naprej. Drugo veliko področje, ki gre v smer personalizirane medicine, je pa klinična prehrana. Klinična prehrana je medicinska stroka, ki deluje pravzaprav na vseh istih nivojih in kriterijih kot vse druge medicinske stroke. To se pravi, postavimo diagnozo prehranskega stanja preko procesa prehranske obravnave in potem ustrezno zdravimo. Tako da danes poznamo kar veliko motenj prehranskega stanja, plus, minus ali pa disbalans različnih hranil, energije, in jih potem ustrezno zdravimo na osnovi pregleda posameznika. Seveda mi lahko izvedemo tudi preventivni prehranski pregled za nekoga, kadar je to individualna obravnava posameznika po enakih načelih, in to bi bilo mogoče strani zdravstvene politike tudi smiselno, ker potem bi ljudem vsaj nekaj usmeritve dali nadalje, kako naj jedo pri svoji življenjski situaciji, zdravje, okoliščine, v katerih živi, kaj dela in tako naprej. Ampak tega smo še kar daleč, delamo pa na tem, da bi tudi to približali posameznikom na nivoju primarnega zdravstvenega varstva. Problem je, ker se v klinični praksi ali pa v življenju mešajo ti pojmi preventivne prehrane, to je zdravo jesti, to ni zdravo jesti. Mislim, živila niso nič kriva, krivi smo mi, ki nekaj jemo, kar ne potrebujemo, kar za nas ni primerno, in je treba še kar veliko dela na tem, da bomo razjasnili ločitvi teh dveh področji. Je pa ločitev bistvena, ker epidemiološke študije iščejo samo povezave. Tle težko govorimo o vzrokih, ker se pogovarjamo pa o klinični prehrani. Govorimo pravzaprav pa o patofizioloških vzrokih, zakaj neka bolezenska stanja nastanejo, in recimo pri večini kroničnih bolezni je smiselno, da je tudi narejena prehranska obravnava, zaradi tega, ker potem se ljudje lažje, bolj uspešno zdravi in seveda imajo ljudje tudi boljšo kvaliteto življenja. Ali je samo občutek, ali je res, da je tema hrane postala ena izmed najpomembnejših tem? Zdi se, da se vsi ukvarjamo s prehrano, kako jesti. Imate tudi vi ta občutek? To je dejstvo. Hrana ima še druge konotacije v življenju, vse to vemo. Hrana je pravzaprav zelo zanimiva točka, ker hrana je povezana tudi z našimi čustvi. Ne samo objektivnim, ampak to se pravi tudi subjektivnim počutjem, ker nekaj praznujemo s hrano, ker nekaj želujemo, se tolažimo s hrano, ker nekdo hoče nekaj prodati, prodaja hrano, recimo tipičen primer so proteini, sedaj v tej maniji proteinomanije. Prehrana je stvar, s katero se lahko manipulira na vse možne načine, in seveda v današnjem času skušamo uporabiti vse tudi, kar se da zaslužiti in tako naprej. Ko ste že omenili proteine, kakšno je vaše strokovno mnenje? Ali odrasel človek potrebuje dodatno vnos proteinov? Zdaj, če je to zdrav, odrasel človek, če ne počne v življenju nič posebnega, če lahko je normalno hrano, če mu prebavila dobro delujejo, dodaten vnos beljakovin ni potreben, treba jesti kakovostne proteinske vire in s tem z lahkoto pokrijemo vse, kar potrebujemo. Seveda, potem se
pa začnejo zelo hitro posebne situacije, ne? Ljudje se gibajo, ker gibanje je tisto pravzaprav, ki hrano spravi v promet in hkrati omogoča tudi regulacijo presnove. In takrat se pa že začnejo mogoče pojavljati trenutki, ko bi človek potreboval dodaten vnos beljakovin, zlasti če to recimo zdrav starostnik bo težko včasih toliko veliko nekega beljakovinskega vira pojedel. Tako da, kadar posegamo po dodatnem viru beljakovin, je zelo dobro, da vemo, kdaj in kako, in se je smiselno pač posvetovati s strokovnjakom na splošno. Če nisi bolnik, če nisi starostnik, ki je ogrožen, pa ni potrebno. Včasih smo se v šoli učili tisto klasično prehrambno piramido. Ali še velja? Je drugačna? Se je spremenila? Piramida je spremenila znanje o prehrani, ki ga imamo danes. Zelo težko človeka postavimo v piramido, še posebej, če je telesno dejaven, potem mu piramida škodi, če se drži teh načel iz piramide. Ampak seveda, takrat, ko so se ukvarjali s piramido tega znanja, ki ga imajo danes, nismo imeli. Američani so vmes že vpeljali koncept prehranskega krožnika, kjer imaš pač nek krožnik, ki je primerno velik zate, to se pravi, s tem so skušali tudi količine hrane omejiti in s katerim lahko vsebuje, pač tudi nadzoruješ telesno maso, kar je seveda zdaj postal globalni problem v zahodnem svetu. Ampak bistvo tega prehranskega krožnika je raznovrstnost. To se pravi, da na enem krožniku različne vire hranil namestiš in če ima samo solato na tem krožniku, to ni zdravo. Slovenija gotovo ima možnost, da jemo raznoliko. Pač lahko jemo lokalno, imamo zelo veliko dobrih proizvajalcev hrane in tako. Kaj po vaše tisto, kako bi mogli ljudje jesti, če odvzameva bolnike? Če bi vzel človeka pri 40-ih, odraslega, zdravega človeka, kako naj je, da bo jedel za zdravje? Najprej je dobro, da je redno. Naša presnova deluje po zakonitostih, ki pač potrebujemo skozi energijo za bazalno presnovo, in če nimamo, si pač telo nekje sposoja. Prav tako poteka presnova vseh ostalih hranil in če jih ne dovajamo s hrano, si telo nekje sposoja in potem so pač različni učinki na presnove. To se pravi, tisto izhodišče, da ješ redno, je prvo izhodišče in tle ne bo nihče falil, če bo jedel 3-krat na dan. Seveda, večina je vmes še malo lačnih, pa če bo imel še vmes nek prigrizek. Ampak že tle smo zelo slabi. Ne prinesemo teh prehranskih navad v odraslo dobo, potem v odraslo dobo nekako preko številnih mehanizmov ne prenesemo te navade, da se moramo zavedati, da tisto, kar damo vase, pravzaprav to potem tudi smo. To se pravi, če se tega zavedamo, bomo jedli kakovostno hrano. In Slovenija je sigurno država, dežela, kakorkoli že, kjer imamo možnost gojiti kakovostno hrano, vsakovrstno. In tle noter seveda rata problem, ker je veliko ponudbe trgovske, tako da, ko greš v nek supermarket in teh je kako po dežju, začnejo ti principi popuščati, ker tam vse vidiš in vse to je priložnost in to je to, ampak to je daleč od tega, kar ne bi mi jedli. Mi ne bi jedli redno, ne bi jedli kakovostno hrano, ne bi jedli hrano, ki je raznovrstna, ker naše telo potrebuje različna hranila. To se pravi, tudi odmiki od normalnega prehranjevanja ali pa naj povem uravnoteženega prehranjevanja z našimi potrebami na nek rok postanejo problem za presnovo posameznika. Ampak seveda, tle so potem naslednji problemi, silna ponudba posebnih načinov prehranjevanja, podprta z najrazličnejšimi agendami, ki so večinoma daleč od strokovnih. Tako da, če poenostavim, najprej bi mogli iti back to basic, to se pravi nazaj k osnovam. Seveda se zdaj sliši malo tako populistično, ampak da razmislimo o tem, kako so jedli kmetje. Pač prazen žakelj ne stoji po konci, si jedel zjutraj, si jedel ponovadi tudi raznovrstno, si pojedel malo večji obrok, če si fizično delal in tako naprej. Skratka, tle bi mogli enkrat začeti družbo resetirati, sam
potem bi bil problem, ker so mehanizmi v družbi sedaj drugačni. Skozi se nekaj ponuja. In ljudje smo nekako postali navajeni, da potem pač verjamemo nekomu in sledimo, ampak tisti filter v glav, a je to res strokovno ali ni strokovno, je pač izgubil kompas. Dejansko ste edino strokovnjaki za prehrano tisti, katerih nasvet bi morali poslušati. Jaz tudi ne vprašam frizerke, pa je lahko najboljša frizerka, kaj ne jem. Prav tako ne vprašam nekoga, ki kaj prodaja, ker tiska prodaja, po definiciji prodaja. Osnovna pravila se ne bi naučili že v osnovni šoli. In potem, seveda, če imaš pa neko posebno zdravstveno stanje ali pa situacijo, ali pa recimo, da si zelo telesno dejaven, jaz osebno sem zelo telesno dejavna, potem pač moraš upoštevati tudi priporočila za telesno dejavnost, ki so pa daleč od osnovnih priporočil zdrave hrane, kot jih razumemo. To se pravi, treba se nekako izobraziti v tej smeri, kaj smo in kaj počnemo. In če ne počnemo nič kaj posebnega, kar ni dobro, ker dobro je, da smo redno telesno dejavni, ker to je osnovna regulacija presnove, potem zadostujejo ta pravila javnega zdravja. Mislim, da je enih 10 in med njimi sta 2 ali 3 prehranska in to je to. Kaj pa zdrava hrana, kvalitetna hrana je nekoliko dražja od visoko procesirane, od drugačne hrane. Kaj bi vi svetovali ljudem, ki naprimer ne zmorejo kupovati res te najbolj kakovostne hrane, kako naj vseeno jedo za zdravje? Pa se tudi kvalitetna prehrana ni nujno, ali hrana ni nujno najbolj draga. Dragih jajc še nisem videla. Jajca imajo, tudi če so malo boljše kvalitete, čisto sprejemljivo ceno. Mleko in mlečni izdelki imajo tudi dobro ceno, ni treba, da zdaj kupujemo neke butične izdelke. Tudi bližnji kmet se lahko z njim zmenaš in Slovenija je toliko majhna, da se to da vse zmeniti. Skratka, treba najti način, kako tudi z zmernim denarjem prideš skozi z to osnovno prehrano. Seveda so socialno ogrožene skupine, zlasti s tem mislim starostnike, ki imajo velikokrat res omejen dostop do tega. Ampak z dosti enostavno prehrano se da veliko narediti. Mislim, ker hrana, ki je zelo predelana, je že verjetno malo dražja. Poleg tega ne rabimo toliko veliko hrane jesti, se lahko jemo manj hrane, da preživimo za vsakodnevno življenje, ne rabiš tako zelo veliko jesti. Danes je pa ta potrošnja narejena tudi na veliko, bom pa veliko tega, pa veliko onga, pa veliko tretjega. In potem se pojavlja tisto, čemu rečemo epidemija debelosti. Če se dotakneva še zelo privlačne, a vendarle tudi težke teme, to so diete. V zadnjih časih, pa to ni samo v zadnjih časih, zadnjih 10 let se pojavlja nešteto diet, keto dieta, paleo dieta, to časovno postenje. Kakšno je vaše strokovno mnenje o dietah? Ali so to res neki na podlagi nekih novodobnih izsledkov, ali so to neke diete, ki so bile že včasih, pa so se malo preoblikovale? Recikliranje diet je znana stvar. Enkrat se je tako imenovala, drugič se tako imenuje, ampak dajmo stopiti proč. Posamezniki smo različni, zdravi, bolni, starejši, mlajši, aktivni, neaktivni. Nobena dieta ne more vseh teh potreb pokriti, to je prva stvar, ki že pove, da je dieta neumnost. Druga stvar, jaz se ukvarjam z ljudmi, ki imajo hudo prizadeta ali pa celo odpoved prebavil. Ti ljudje pravzaprav ne morejo jesti, ti ljudje bi dali ne vem kaj, samo da bi lahko jedli. In ko pogledamo z perspektive teh ljudi, tistega, ki se gre neko dieto zaradi nekega nestrokovnega razloga, je to pravzaprav nekaj, da ljudje sploh ne cenijo to, da lahko normalno jejo, da lahko uživajo normalno hrano. In potem si šel tiste hrane, nek poseben prehranski režim narediš. Zdaj, kaj je dejanski razlog? Verjetno bi mogli kakega psihologa povabiti, zakaj ljudje rabimo manipulirati s hrano, a ne v nekem spektru, bolj, manj in tako naprej. In zakaj pravzaprav ne jemo več da bi normalno jedu
po izhodiščih, ki sva jih prej navedli, zakaj dejansko rabimo dieto. Ker diete, ki so predpisane, recimo za bolnike s celiakijo, so dosti težke diete, to so brezglutenske diete, ki tudi niso vse enake, ker vsi bolniki s celiakijo niso enaki, so zelo drage diete. In vam povem, da bi ti bolniki s celiakijo dali ne vem kaj, da bi lahko normalno jedli, ampak številni ljudje se pa odločajo za brezglutensko dieto, ne da bi imeli indikacije in tako naprej. Vprašanje je res, kaj je zadaj, ne? A je zadaj vedno samo to pač hujšanje, ali je zadaj občutek za prekomerno telesno težo, da bojo na ta način. V bistvu je to en cel nov režim življenja si vzpostavijo z dietami, ne? Kako bi po vaše bilo koristno, da jedo, na primer, odraščajoči najstniki? Količina verjetno je drugačna, ali je enako, kot sva prej govorila, nazaj k osnovam, pač hrana, ki te nasiti, ki ti da energijo. Na kakšen način bi svetovali, na primer? Odraščajoči najstnik rabi energijo za bazalno presnovo, energijo za rast in dokončen razvoj organizma. To se pravi, glede na telesno maso, če govorimo glede na kilograme, rabi več energije, kot nekdo, ki je že odrasel, a ne? Potem rabi več beljakovin, ker to spet na kilogram telesne mase govorimo, ne, kar ni enako kot absolutno več beljakovin. In seveda vseh ostalih hranil, makro, mikro, da lahko vse to izgradi. Se pravi, tisto, kar se pri odraščajočem najstniku najslabše pokaže, je to, da nima zadostnega vnosa energije, ker potem ne more dobro zrasti ali pa ustrezno razviti svojega organizma. Recimo to opažamo zlasti pri mladih ambicioznih športnikih, ki skušajo, mogoče tudi zaradi tipa športa, nadzorovati svoje kilograme, da tako povem, in potem pojedo energijsko premalo in potem jim ne ostane zadosti za bazalno presnovo in rast in razvoj in potem ne zrastejo. Imamo cele skupine športov, kjer dejansko ljudje ostanejo bolj majhni, tudi zaradi tega. In odzadaj, za vsem tem se pa razvija hormonska disfunkcija, ker hormoni skušajo regulirati presnovo, pridobivati energijo iz drugih tkiv, recimo iz mišic. Ženske izgubijo menstruacijo, dobi odraščajoča mladostnica ravno kar menstruacijo, pa zgine zaradi tega, ker ni zadosti energije za to funkcijo. Tako da odraščajoči najstnik bi mogel pač ustrezno pokriti svoje energijske in hranilne potrebe in ne bo jedel isto kot mama, ki dela v pisarni. Če pa mama telovadi, pa mogoče prijeta tam nekje do podobnega vnosa energije. Kako pa je s prehrano žensk v perimenopavzi in menopavzi? Telo se spremeni, hormonsko stanje se spremeni, tiste, ki gremo čez to, vidimo, kaj se lahko zgodi. Kakšen bi bil vaš nasvet? Ženskam v tem obdobju perimenopavzalnem, to se pravi, ko se začne, ko je in potem menopavza, se spremeni presnova. Spremenijo se hormoni in zaradi tega je tudi bazalna presnova drugačna, se zniža. Zaradi tega je sinteza proteinskih struktur drugačna, manj uspešna. To se pravi, ženske morajo narediti predvsem dve stvari. Nekoliko prilagoditi energijske vnose, to se pravi, če niso telesno dejavne, nekoliko znižati, nekoliko zvišati beljakovinske vnose in še bolj jesti kakovostno hrano, ker kakovostna hrana bo vsebovala tudi številna mikrohranila, ker za nas je bolj ugodno, da jemo mikrohranila skupaj s hrano, ker mikrohranila regulirajo te presnovne procese, kjer se hrana uporablja v telesu oziroma presnovo hranil. In na ta način, če bojo jedle ali pa če bomo jedle kakovostno hrano, bomo lahko tudi imeli prilagojene energijske vnose. Vsekakor pa če prej niso bile telesno dejavne, je treba delati na mišicah, ker mišice so pravzaprav tisti organ v telesu, ki preko produkcije miokinov najbolj izrazito regulira presnovo. Pravimo, da so največji endokrini organ in preko teh mehanizmov se potem tudi najlažje vzdržuje mišična masa, ki predstavlja potem neko zalogo za vso presnovo, za vsa morebitna bolezenska stanja,
ki nas pogosteje doletijo v starosti. Vzdržuje se imunska funkcija, mišice so pravzaprav neke vrste wellness za imunski sistem. Skratka, malo nižji energijski vnos, malo zvišati beljakovinski vnos, kakovostna hrana in zlasti vadba mišic. Ampak seveda ob tem tudi ne smemo pozabiti, da kardiorespiratorna zmogljivost podaljšuje življenje, izboljšuje njegovo kvaliteto, a ne. In zdaj so prišle pravzaprav do priporočil Svetovne zdravstvene organizacije za vadbo. To se pravi, da smo redno telesno dejavni v tem aerobnem smislu vsak dan, vsaj pol ure, 3/4 ure, in da vsaj 2-krat na teden vadimo mišice. In to je dejansko nekaj, kar je nujno za to starost, če želimo obdržati zdravo presnovo. Ena največjih bolečin razvad v prehrani je običajno sladkor, so slaščice. Kako zelo so nevarne za zdravje in na kakšen način, na primer, bi jih pa še vedno lahko uživali, da ohranimo ta prijeten del, ki ga dobimo, ko zaužijemo nekaj sladkega? Poglejte, ko imam jaz rojstni dan, lahko pojem polovico Pavlove torte. Pač ta dan je moj dan, sigurno bom prej ali kolesarila, ali plavala, ali nekaj počela, da bom ta sladko spravila v promet. Večji problem, ki ga jaz vidim v slaščicah, so maščobe. En gram maščob ima preko 9 kilokalorij, a ne, 1 gram ogljikovih hidratov ima 4. To se pravi, v slaščicah je skritih zelo veliko maščob. To se pravi, da ni ta glavni problem, mogoče sladkor, ampak maščobe, ki so skrite, pa ponovače hidrogenirane, pa to. Tako da, dokler bomo jedli slaščice za okus, a ne, da ne bomo celo škatlo pojedali, dokler bomo jedli več takrat, ko se bomo hoteli nekako posladkati ali pa se nagraditi, ali pa ko bo situacija takšna, ne bo nobenega problema. Slaščice tudi lahko jemo, če se odločimo, da bomo šli bolj intenzivno vaditi, a ne, potem je to, bi rekla, prijeten vir energije. Pa res moramo vedeti, kaj so te slaščice. Je to zdaj sladkor not ali je maščoba v njih? Recimo v rogljičkih je večinoma problem maščoba, ker je masleno testo. Tako da te mere moramo vseeno poznati tudi živila. Kam lahko gre zdrav človek, ki pa si želi ostati zdrav in vedeti, kako naj se dobro prehranjuje? K kateremu strokovnjaku naj gre? Vi delujete v Onkološkem inštitutu, kjer se ukvarjate z bolniki, je to drug spekter. Kam pa lahko gredo drugi ljudje? Kom ne grejo po nasvet? Jaz se vam zahvaljujem za to vprašanje, ker to je točno to, kar skušamo v Sloveniji postaviti. Nekako zelo veliko delamo na tem, da bi se v centrih za krepitev zdravja vzpostavilo tudi individualno svetovanje, ne samo te skupinske delavnice, za ljudi, ki tudi v preventivnem smislu želijo vprašati, kaj in kako bi jedli, oziroma se naredi neka vrsta prehranska analiza. Mi imamo v Sloveniji približno 600 zdravnikov, pa mislim, da je zdaj že več, družinske medicine, ki imajo neke vrste osnovno izobrazbo v klinični prehrani. To se pravi, ta zdravnik v sodelovanju z dietetikom, če se le da kliničnim dietetikom, bi lahko posamezniku tudi ta del zdravstvene obravnave nekako omogočil, tako da to je smer razvoja, ki jo skušamo trenutno zapeljati. Ker na prostem trgu imamo strokovnjake, večinoma dietetike, ki jih je v Sloveniji v zadnjih letih že kar nekaj, ki delujejo malo na področju preventivne prehrane, to se pravi, dajo splošne nasvete, nekateri imajo tudi zasebne posvetovalnice, in če ta dietetik dela še v bolnici ali pa če ima nekako, bi rekla, certificirano izobrazbo, potem je to varna izbira. Vsekakor pa ne priporočam posveta z nekom, ki nekaj prodaja, ki nima izobrazbe iz področja dietetike, prehrane in tako naprej. Pa vedno se moramo zavedati, prehranska obravnava je del zdravstvene obravnave.
In fajn je, da je naš zdravnik seznanjen s tem, kakšni so naši energijski in hranilni vnosi, ker na osnovi tega, recimo pri starostniku, ki ima težave s hojo, ki mu izpadajo zobje, je velikrat v ospredju beljakovinska podhranjenost. In tle z juhicami pa žemeljcami potem nikamor ne bomo prišli. Tak starostnik mogoče rabi tudi medicinsko prehrano, ki vsebuje več beljakovin, pa določena hranila, ki spodbujajo tvorbo mišic, ampak zato je potrebno postaviti diagnoze, v tem primeru sarkopenije. Pa recimo parodontoze zaradi vnetij ob slabem obzobnem tkivu. Tako da to spada v veliki meri v zdravstveni sistem. In sodelovanje z družinskimi zdravniki je iz leta v leto boljše. V Sloveniji smo v zadnjih letih tudi nekako preko zdravstvenega sveta na Ministrstvu za zdravje dosegali, da se bi ta sistem klinične prehrane začel enakomerno razvijati po celi Sloveniji. To se pravi, da je regijsko pokrit, ker nikamor ne vodi, da se s tem, mi imamo 5 ambulant za klinično prehrano, kjer velikrat recimo zdravimo paciente z motnjami prehranskega stanja ravno zaradi tega, ker so bili na dietah, pa so se zaštrikali in podobno. Tako da tega mi vidimo vsakodnevno veliko. Ampak to znanje je treba prenesti v druge zdravstvene ustanove, na primarni nivo zdravstvenega varstva. In recimo bom rekla, v 10-15 letih se je že zelo veliko spremenilo na dobro. Se vam zdi, da so mlade generacije bolj ozaveščene, si bolj želijo dobro jesti za zdravje? V bistvu mlade generacije imajo zelo velik interes za mišice, kar je dobro, ker to je interes za eno tkivo, ki je zdravo. Ampak treba jih je vseeno usmeriti, da to niso samo proteini, ampak da je to tudi zadosten energijski vnos in jim nekako dopovedati, da tisti influencer, ki kaže svoj krožnik preko medijev različnih, ki jih uporabljajo, verjetno ni prehranski strokovnjak, ampak na ta način služi. Jaz učim na več fakultetah in moram reči, da je to zanimanje vedno večje, kar je super. Edino tisto, kar bo moral narediti šolski sistem oziroma tudi zdravstveni sistem, je, da se bo tem ljudem dal prostor, da bodo delovali v okviru zdravstvenega sistema. Kako pa vi jeste? Kako vi skrbite za svojo prehrano? Dajte, jaz sem prestara, da ne bi jedla redno. Jaz se zavedam, da rabim energijo, da rabim vsa hranila, da tisto, kar pojem, nekako je potem tudi del mene. To se pravi, se zelo trudim, da ne jem zelo predelane hrane, da ne jem hrane, ki je predelana do te mere, da je neprepoznavna kot osnovna hrana. Skušam jesti čim bolj enostavno hrano, ampak jem pa redno, vsaj 3-krat na dan. Če športam, se držim strogo pravil športne prehrane, kar mislim, da mi tudi omogoča, da že toliko let lahko se ukvarjam s telesno dejavnostjo. In seveda, tisto, kar mogoče meni malo manjka, je to, da bi strašno uživala v hrani. Meni, če ni treba, jaz ne bi jedla. Ampak to točko smo že davno zaključili, ker potem ne morem funkcionirati, kot funkcioniram. In vem, da ni enostavno že to, da redno ješ. Jaz si nesem hrano s sabo v službo, ker nikoli ne vem, ali bom prišla do obroka ali ne bom prišla do obroka. Zaradi tega, ker vem, da če bom prišla popoldne 5 domov, da bo to že prepozen in da potem lahko kar pozabim, da se bom s kolesom nekam peljala, ker na prazno ni zdravo se ukvarjati tudi ne s telesno dejavnostjo. Najlepša hvala. Hvala tudi vam za pozornost. Pazite na svoje zdravje. Pokrovitelj današnjega podcasta je Mercator, ki skrbi, da so kakovostna in sveža živila vedno na dosegu roke.